Spet pripravili literarni večer, tokrat smo šli malo na drugo tematiko kot običajno, tudi pri založbi Družina je to neke vrste novost v lanskem letu, bila, da smo izdajali tudi malo bolj take romane, pa ne samo ženske, ampak romane za vse. Tako je pred kratkim išel tretji ljubezenski roman, smo jih mi imenujemo Tese Afšar, Zaklad rubinov, to je ta tretja knjiga. Prva iz te serije knjig je išla leta 2015, roman o Rahabi in padcu Jerihe z naslovom Dragulj v pesku. Drugi, Na polju milosti, opisuje Rutino zgodbo iz Stare zaveze. V vseh treh romanih se je pisateljica oprla na svetopisemsko zgodbo, iz katere je nastal potem ljubezenski roman. Avtorica želi s svojimi romani bralce spomniti, da so dragoceni, vredni brezpogojne ljubezni in časti, ter da ima vsako življenje svoj namen. Rodila se je v Iranu v muslimanski družini. Ko so se njeni starši ločili, se je pri 14 letih preselila v Anglijo. Študij je nadaljevala v ZDA, ki so kasneje postale tudi njen dom. Pri 20 se je spreobrnila v krščanstvo in študirala teologijo. Svoje znanje zdaj uporablja kot voditeljica bibličnih skupin za ženske v svoji skupnosti. Če samo na kratko povem vsebino vsakega od treh romanov. V romanu Dragulj v pesku je opisala zgodbo Rahabe, ki jo je vse življenje spremljala senca preteklosti, ko je bila prostitutka, čeprav je drugače predstavljena v pozitivni luči. Sveto pismo Rahabo omenja v Jozuetovi in Rutini knjigi ter v Matejevem evangeliju, iz katerega izvemo, da je Salomon rodila sina. Kolikor je bilo mogoče, je avtorica povzela iz Svetega pisma in arheoloških virov, sicer pa gre za leposlovno delo, ki se vrti okrog vprašanja, kako se lahko človek, ki je bil pripadnik judovske aristokracije in tako pomemben, da so njegovo ime zapisali v Svetem pismu, poročil s Kanaanko, ki se je preživljala zabavanjem moških. Dragulj v pesku opisuje, skozi katere preizkušnje sta morala iti, da je naposled zmagala ljubezen. Posebnost te knjige je tudi, da ima na koncu vprašanja, izhajajo iz knjige in potem odpirajo možnost za dialog. Potem druga knjiga je Na polju milosti. Ko ji umreta mož in tast, obobožana in osamljena Ruta zapusti svoj kraj in se odpravi za svojo ljubljeno taščo Naomi, da bi ji pomagala obnoviti njen dom v Izraelu. V tuji deželi si lahko pomaga le z močjo volje in ljubeznivostjo srca. V njeni revščini in ne preostane drugega, kot da pobira drobna zrna, ki jih puščajo žanci na ječmenovih poljih. Ti jo nadlegujejo in preganjajo, a lastnik zemlje jo pozorno opazuje. Zavzame se zanjo, se z njo pogovarja in ji prinaša hrano. Roman temelji na vsebini Rutine knjige v Stari zavezi. Ta pripoveduje o Rutini zvestobi, skrbnosti in ljubeznivosti, za kar prejme največji blagoslov. V tuji deželi najde ljubečega moža in mu rodi sina, ter tako postane del velike zgodovine odrešenja. Ruta in Boaz sta namreč kot prednika kralja Davida zapisana v Jezusovem rodovniku na začetku Matejevega evangelija. In potem še zadnja knjiga, Zaklad rubinov. V njej Nehemijevi sestrični Sari se je v otroških letih umre mama. Čustveno se je oddaljila od očeta, zato je menila, da se Bog ne zanima zanjo in da se njena vrednost meri z njenimi uspehi. Kot glavna kraljičina pisarka uživa zaupanje kraljeve družine. Poroči se s kraljevim sorodnikom Darejem, vendar zaradi zapleta na poroki Sara izgubi moževo zaupanje. Zgodba je postavljena v čas judovskega izgnanstva v Perziji. Pisateljica ob koncu te knjige tudi napove že novo knjigo, kjer se bo zgodba nadaljevala. Sedaj pa nam bosta vse tri knjige kot zgodbe podrobneje predstavili naša nocojšnja gostja, gospa Irena Modrijan, ki je vse tri knjige tudi prevedla, pa bosta to naredili z Ano Miklavčič, Ano Pavlek, Ano ne že vedem, Miklavčič pri nas na družini, skozi pogovor, ker mislim, ker bo tako bolj dinamično in zanimivo, ker so vseeno tri knjige. Dobar večer, kaj izvolite? Se bomo glih. Dobar večer. Hvala vsem, ki ste prišli na današnji večer, posebno naši gosti, Irena Modrijan, ki je tudi študirala teologijo, tako da je to tudi njeno področje, bom rekla, najprej še bolj zanimivo prevajati. Pa bi kar prvo vprašanje postavljam.
Trije romani, 3 zgodbe, 3 ženske junakinje. Kaj jim je skupno? So to izključno starozavezne žene ali se lahko z njimi poistovetimo? Se v njih prepoznamo tudi ženske 21. stoletja? Ja, glavne junakinje vseh teh 3 knjig so torej ženske, 2 sta starozavezni, oziroma ne, vse 3 so starozavezne, pardon, potem naslednja knjiga govori o novozavezni, ki pa še ni išla. Veliko stvari jih druži, no, bom rekla, vse se počutijo ujetnice v svojem življenju, naprimer Rahaba je prostitutka, ne more iz svojega položaja, potem Ruta tudi se počuti ujetnica v svoji družini, ki se ne zmeni zanjo, ker tam je kot neko peto kolo, kot da je ni. In potem tudi Sara, junakinja 3. knjige, Zaklada Rubinov, tudi ona se počuti, mati je umrla, oče se ne zmeni zanjo, tudi se ji zdi, da jo je Bog zapustil in je tudi ujetnica tega in nobeno od teh ne ve, kako bi iz tega položaja šla. To je ena stvar, obenem vse 3 hrepenijo po ljubezni, manjka jim ljubezni, manjka jim pristnih odnosov človeških in manjka jim pa tudi neko tisto presežno, se pravi, odnos z Bogom, no, ali pa z bogovi, kakor je bilo tudi pri 2 od teh junakinj, so imeli bogove takrat. Ne? In potem, ko se zgodba razvija, pa tudi so na nek način vse 3 spreobrnjenke. 2 se spreobrneta v izraelsko vero, začneta verovati v Gospoda, Sara pa začne, se pravi, junakinja zadnje zgodbe, pa začne nazaj verovati v Gospoda. In potem še ena stvar je pa, vse 3 prehodijo zelo težko pot, zelo težko, vendar so pač, ker vztrajajo, ker zaupajo, ker verujajo, so na koncu bogato nagrajeni. To so 3 glavne stvari. Ja, če se lahko z njimi poistovetimo, jaz vsekakor sem se kot prevajalka, moraš iti od stavka do stavka, od besede do besede in moraš tisto začutiti, da lahko dobro prevedeš in vsekakor se lahko poistovetiš, lahko čuti z njimi njihove skrbi, njihove strahove, njihovo zapuščenost in potem, ko se zgodba odvija, tudi njihovo naraščajočo vero v Gospoda in potem pač tudi njihovo veselje in radost, ko končno pride do nečesa lepega in nekako pridejo iz tistega položaja. Vsekakor se lahko poistovetiš. Čeprav ne moremo se poistovetiti z njihovim položajem, ker je le veliko let minilo takrat, naprimer Rahaba je prostitutka, s tem se ne moramo, ampak z njihovimi čustvi, z njihovim pač, z vsem tem, kar doživljajo, pa vsekakor, ja, zelo, zelo, zelo. Se ljudje nismo dosti spremenili. Ne, mislim, da človek ostaja bolj ali manj enak, teži k pač podobnim stvarima, ne. Zdi se, da želi pisateljica z vsemi 3 romani razbiti stereotipno prepričanje, da so bile v stari zavezi ženske samo nekakšni statisti, pač zmeraj v ozadju v tistem moškem patriarhalnem svetu. V vseh romanih jih namreč prikaže kot odločevalke. Ker v bistvu pravzaprav spremenijo v bistvenem tok izraelske zgodovine, predvsem recimo Ruta, pa tudi Rahaba. Se pravi, nenazadnje sta, se pravi, obe junakinji prvih 2 romanov, Rahaba in Ruta, zajeti v Jezusovem rodovniku, čeprav ne prva, ne druga nista Izraelki. Lahko opišete njun položaj in ta preboj med izvoljeno ljudstvo Izrael in njegov sam vrh, kar je najbrž za Izraelce težko, da je neka tujka, sploh recimo Rahaba, svojo predzgodovino. Ja, te 3 zgodbe so, mislim, pravzaprav ti 2 zgodbi, Sara je že pripadnica izraelskega ljudstva, sta zelo različni. Naprimer, se gotovo poznate to zgodbo od Rahabe, ki je bila
prebivalka Jerihe. To je bila takrat v bistvu obljubljena dežela Izraelcev, ki so jo ravno v tistem obdobju so jo začeli osvajati, po 40-letnem tavanju po puščavi. Bog jih je toliko časa vodil in potem so začeli osvajati. Med drugim so tudi Jeriho napadli in porušili, tudi s pomočjo Rahabe, ki je pomagala jim, so porušili to Jeriho, ki je bila menda neosvojljiva. In torej Rahaba jim je pomagala in potem je prosila, če lahko postane njihova pripadnica, zato ker vsi ostali prebivalci so umrli. Tako je bilo, da je samo njihova družina ostala, zato ker je Rahaba prosila, ker je že takrat začutila, da jo Bog vodi, je že imela vero in je prosila, če lahko postane njihova pripadnica in potem jih sprejmejo zelo težko, zato ker so prvič, ker je bila prostitutka, sicer avtorica piše, da je po sili razmer, tako je njena razlaga, da so jo prisilili v to. Težko so jo sprejeli zaradi tega, ker že tako ali tako so Izraelci kot na manj vredne gledali na druge tiste, ker niso bili njihovi. Pa še to, da je bila prostitutka, ampak ona se je izkazala, ona je imela silovito vero v Gospoda, vedno močnejšo in so jo počasi sprejeli. In potem še ta ljubezenska zgodba s Salmonom, ki je bil Izraelec, spadal je v aristokracijo, tako imenovano izraelsko in potem je šlo tako naprej, preveč pa ne smem razkriti. Potlej pa še Ruta. Rutino zgodbo pa tudi gotovo poznate. Ruta je živela v Moabski deželi, to ni v Izraelu. Točno ne vem, kje je, mislim, da je bila sosedna dežela. V glavnem je Noemi se je spoznala z Ruto. Noemi je bila Izraelka, ki je bila izseljena v Moabski deželi in je ona, sta postali prijateljici in potem, ko je Ruta, ki se je poročila z njenim sinom, tega moža izgubila in sta vse izgubili, sta se preselili nazaj v Betlehem in tam se ta zgodba naprej odvija, se pravi njena ljubezenska zgodba med Boazom pa Ruto in tudi Ruta tako spoznava Gospoda, njena vera raste in tako jo sprejmejo tudi zelo težko, ker ni njihova, ker ni Izraelka, ampak jo sprejmejo, ker je to tako, taka so bila Božja pota, bi rekla, recimo. In potem se tudi priljubi skozi to skrb za Naomi, ne? Vsekako, predvsem s tem in predvsem, ker tudi spoznajo, da ima močno vero, že takrat potem, to je to. Rahaba in Salmon, Ruta in Boaz so torej različne svetopisanske osebe, pomenljivo pa je, da pisateljica za svoje junakinji prvih dveh knjig izbere Rahabo in Ruto, ki sta tujki. Sara, ki je v bistvu izmišljen lik, pa je judinja med odraščanjem, potem ko ji umre mama, izgubi stik z Bogom. Lahko v teh likih prepoznamo iskalke Boga in rečemo, da je iskanje Boga rdeča nit vseh treh romanov? Vsekakor. Vera se pravi iskanje Gospoda, spoznavanje Gospoda, spoznavanje tistega, kar nam je Gospod dal na pot, kar je Bog za nas pripravil. To je glavna stvar, glavna poanta vseh treh romanov. In to je v bistvu najlepše, kar te junakinje dobijo, se pravi vero v Gospoda. In preidejo iz tega, te ujetosti v življenju, ker ne vejo, kako bi šle naprej, jih Gospod vodi, počasi jih vodi. In najlepše je to, ko potem vidiš iz kakšnega groznega, bi lahko rekli, težkega položaja, potem preidejo pot in
se pravi, dobijo vero, močno vero v Gospoda in potem jih čaka nekaj fantastičnega, nekaj čudovitega. Se pravi, bi lahko rekli, ja, da je vera, da je to v bistvu poanta tega, ne, to mislim tudi ljubezenska zgodba, seveda, ampak vera v Gospoda obenem in mislim hkrati in se pravi, jih lahko tukaj, bom rekla, lahko vzamemo za zgled, naredimo neko vzporednico. Za zgled, ja, ne vem, če lahko za zgled, ampak vsekakor ta njihova pot, vse te njihove težave, vse to, kar prehajajo, v bistvu v tem je zelo veliko naukov, zelo veliko bogatstvo, kako lahko tudi mi, ja, na podoben način, oziroma se najdemo noter v teh njihovih težavah, v teh njihovih tesnobah in vsem tem, kar doživljajo in lahko seveda zelo, zelo veliko odnesemo, pravo bogatstvo lahko odnesemo, če se le poglobimo v njihove zgodbe. Ker morda smo navajeni oznaka ljubezenski roman, ne? Da bo pa to neka lahka literatura, pa ko branje teh knjig človek nima tega občutka, ne? Ne, to se mi zdi zelo resna literatura. Jaz sem kar tako s strahom spoštovanja pristopila do tega. Ni resnobna, ampak je pa resna. Mislim, ponavadi, ne vem, ljubezenski romani, nimamo kakšnega, ponavadi, ko prebereš običajni ljubezenski roman, pač rečeš, wow, kako je to bilo fino, pa pozabiš, ne. Pri tem tega ne moreš pozabiti, ne. Tudi če pozabiš, ne vem, zgodbo ali pa kako, ampak tisto ti pa ostane v srcu, tako da ne, to je zelo resna literatura. Še najlepše pa je to, kar ljubezensko zgodbo njihovo iz teh junakov spleta sam Bog, ne. In to, takih romanov, jaz v Sloveniji še nisem zasledila takih romanov, da bi bila tako bogata ljubezenska zgodba, res, od katere veliko odneseš. Sara iz zadnje knjige je v primerjavi z Rahabo in Ruto zelo samostojna ženska, na visokem položaju izobražena. In tudi knjiga je pisana v prvi osebi ednine. Po naključju? Zanimivo, o tem pa sploh nisem razmišljala, katera oseba je. Ne vem, mogoče je to povezano kaj z avtorico. Tudi prej, ko ste omenili te stereotipe, da so ženske statistke v Svetem pismu, meni se to nikoli ni zdelo. Morda je res, ampak jaz za ta stereotip še nisem slišala. Jaz sem pa pomislila na to, da avtorica, ker je izvira iz muslimanskega, iz islama, iz muslimanskega sveta, tam pa so ženske, po moje, statistke. Se čuti, ne? Ja, po moje, ja. In potem ravno zato, kaj sem hotela reči, ja, mogoče se ravno zato, so ti romani taki, kot so, da so glavne junakinje ženske in da so one gibalo zgodbe in se vse odvijo od njih, mogoče zato. Bolj osebno vprašanje, kaj vas je med prevarjanjem najbolj nagovarjalo? Kako ste jih brali? Ste imeli ob sebi Sveto pismo? Ja, Sveto pismo sem seveda imela ob sebi, čeprav tisto na internetu, pa ne toliko zato, da bi, ne vem, zdaj meditirala zraven ali pa, ne vem, se tako zelo, mislim, ne v duhovnem smislu, ampak zato, ker, naprimer, si potreboval pogledati določena svetopisemska imena, ne vem, naglase na njih in take podrobnosti, ali pa, naprimer, kraje ali pa take stvari, svetopismo vsekakor zraven, ja, nujno. To sem prebrala te zgodbe, Drugač me je pa, kot sem že prej omenila, zelo nagovarjalo to, kakšno res velik korak, kakšno veliko pot so prehodila junakinja, se pravi iz tiste situacije, v kateri so bile ujete, v kateri so se počutile nemočne in potem so začele poslušati Gospoda in potem na koncu je bila zgodba, mislim, tak velik preskok, da to me je najbolj osupnilo, kako je to mogoče, kako je to, ampak je
z Gospodom je to mogoče. Ne? In ravno to me je nagovarjalo, kako se življenje lahko z Gospodom spremeni, če ga poslušaš, če mu pustiš, da te vodi. Morju ljubezenskih romanov, ki so danes na tržišču, v čem bi vi rekli, da so ti romani posebni? Ja, sem že rekla, poleg tega, da so ljubezenske, da so to ljubezenske zgodbe, ko ljudje to zelo radi berejo, so tudi zelo bogate. Lahko z njimi obogatiš svojo vero. Lahko je pa tudi to, ne, da te lahko tudi naprimer, avtorica, pisateljica, vem, da ima zelo rada svetopismo in v bistvu je to nagnilo k temu, da je mogoče vzela svetopisemske ljubezenske zgodbe. Lahko pa ta branje teh romanov tudi te vodi nazaj k svetemu pismu. Se pravi, da rečeš, kako je lahko, sicer je to leposlovje, ne?